Po potovanju polnem negotovosti in nervoze končno doma. 4 čarterji so z Bližnjega vzhoda prepeljali skoraj 600 slovenskih državljanov, ki so obtičali na ogroženih območjih. Da je občutek še kako dober, ko si na domačih tleh, so pripovedovali potniki. Večina je srečna, da so spet z svojimi najdražjimi, nekateri pa so nekoliko razočarani nad organizacijo. Prav vsi pa olajšani, da so končno prispeli nazaj domov. Zdaj se mi je odleglo. Čakala sem na trenutek, da prijem v Slovenijo, ker dole je bilo grozno. Po 30-35 ur vožnje z avtobusom in z letalom. Smo veseli. Zelo srečni. Imamo izpit na ročju. Ne more. Veseli smo, ful, se vidite. Pot z avtobusom je bila katastrofalno dolga in naporna. To je bilo 3 ure do meje, 4 ure na meji, kovčki not, kovčki ven, pregledovanje. Potem pa spet 4 ure, da smo prišli do Omana. Te pa spet tam čakanje. En celi dan, kam bomo mi sploh šli. Z nami je minister za obrambo, Borut Sajovic. Dober večer. Prijazen dober večer. Zdaj, gledamo številne jezne odzive potnikov glede komunikacije slovenske vlade. Vi ste bili včeraj na brniškem letališču. Kaj so vam povedali potniki? So bili jezni, razočarani, morda hvaležni? Lejte, reakcije čustvene ob takih težkih dogodkih, kot je nekje na dopustu, zaloti vojna, kriza, stiska, so mi jasni in pa razumljivi, ampak moram reči, videli smo tudi na posnetku številni nasmejani, zadovoljni. Takih je bila večina, nekaj pa tudi takih, za katere sem pa zdi, pa kot sem se z njimi pogovarjal, so uspešno, hitro, učinkovito slovensko evakuacijo zamešali z političnim prepričanjem, kar pa je slabo. Ta trenutek mora biti prepričanje eno samo, solidarno, enotno, povezano slovensko. Ampak nekaj kritik je tudi iz vrst stroke. Napad je bil v soboto. Kako ste vi pristopili k organizaciji teh čarterjev? Videli smo, podpredsednik vlade je v ponedeljek napovedal čarterje. Mi pomagamo pri organizaciji, predsednik vlade in pa Ministrstvo za zunanje zadeve, pa tudi služba predstavništva v Abu Dabiji so bili hitri, učinkoviti, ampak dokler je veljala zapora zračnega prometa zaradi raket, zaradi dronov, ta zapora je odvisna od države gostiteljice, nismo smeli in mogli poleteti, kljub temu, da smo rezervirali in naročili letala, ampak preobrat, varnost se je povečala, zračni prostor sprostil, zdaj so doma že 4 letala, 583 ljudi, za naslednje dni, jutri 2 letal, eno najbrž tudi v soboto, eno iz Omana še ni povsem polno. Zakaj Oman? Oman je ta trenutek najvarnejša destinacija in ljudi skušamo spraviti proč od raket, proč od nevarnosti, eksplozij in pa dronov, tako da računam, da bomo do konca tedna evakuirali okrog 1000 ljudi, kar je za majhno državo brez svojega letalskega prevoznika izjemen uspeh. Lejte, ne bomo pogrevali težave, ki jih imajo veliki narodi, Nemci, Angleži s svojimi letalskimi prevozniki. Vsem želim, da vse ljudi v stiski hitro in učinkovito spravijo domov. Sistem pri nas deluje. Jaz moram izkoristiti tudi to priliko. Od spodaj je objavljen tudi elektronski naslov, kako najučinkoviteje komuniciramo. Odhod.ministrstvo za zunanje zadeve afna.gov.si, kamor sporočite ime, priimek, rojstne podatke, kje se nahajate, številko potnega lista in vaš telefon. Naročilo bo sprejeto, ko bo sedež v letalu prost, vas bodo ustrezne službe poklicale. So pa nastale čudne razmere, na eni strani jezni potniki zaradi komunikacije, na drugi strani jezni državljani, ki so jezni, da so potniki jezni. Ocenjujete vi, da ste na vaši strani naredili
vse, kar je bilo možno, da ste začeli z evakuacijo? Situacija je izjemna, enkratna, neponovljiva. Sej ne gre za prihod z dopusta. Gre za izjemno, izredno evakuacijo, pomoč države, roka ljudem, da se jih reši iz nevarnega območja. Jaz mislim, da je bilo vse skupaj hitro, učinkovito, se pa vsak dan učimo sproti in tudi iz kakšne nevšečnosti, napake jo ne skrivamo, priznavamo in v naslednjem koraku popravljamo.